pozdrav, drage članice Gibanja Spremembe vredna. Lepo pozdravljene v spletnem knjižnem klubu, danes malo drugače in sicer z Darjo in Heleno. Darja Račnik je naša ambasadorka, je coachinja in moderatorka sistemskih postavitev. Danes se bova lotili teme postavitev družine. Jaz pa sem Helena Poličnik, vodja projektov, tudi ambasadorka v našem gibanju. Darja, veš, kaj me zanima? Napoved sem dala postavitev družine. Gre za to neke dve res preprosti besedi, pa vendar jih v tej besedni zvezi nismo najbolj vajeni. Nam lahko razložiš, kaj to je postavitev družine? Pozdravljene vse skupaj in pozdravljena Helena. Ja, mnogokrat me kdo vpraša, kaj to sploh je postavitev družine? In tudi meni je tako, ker malo izziv to razložiti, ker to je ena taka metoda, po kateri mi postavljamo svojo družino na nek način v en red, zato da pridemo v resonanco s to svojo družino. To pa naredimo zato, da pogledamo, odkot izvirajo neke naše težave. Ali so to bolezni, kakšni odnosi slabi, partnerski odnosi. Predvsem so tu bolezni in razne težave pri nas ali pa tudi pri naših otrocih. Se pravi, to postavitev družine, to je neka metoda, jo uporabljamo v terapevtske namene? Sicer ja, pravijo, da ni kao terapevtska metoda, vendar je terapevtska metoda, ker to je fenomenološka metoda. To pomeni, da ne vemo, kako deluje, vemo pa, da deluje. To je fenomen. Fenomen zato, ker vsak, ki predstavlja v tej postavitvi družine, prevzame energijo tistega, kar predstavlja. Mogoče bi lažje razumela, vem, da ti ne poznaš postavitev, ti bom malo razložila, kako to izgleda. Namreč to se dela v skupini nekje odvisno, 15-20 ljudi, se zbere nas in sedimo tako v krogu in nekdo ima izziv, problem, želi razrešiti in se z mano pogovori na 4 oči o tem problemu. Kaj je tisto, kar bi želel razrešiti? Ali ima kako bolezen, svojo bolezen, ali tudi za kakega svojega otročka, ki ima neke težave. In potem izberemo te predstavnike, izberemo starše, predstavnika zase, predstavnika za očeta, za mamo in potem vidimo, v kakšni interakciji so. Namreč, če grem malo nazaj, mi smo se rodili kot v to družino, mi smo si na nek način izbrali to družino za svoje učenje. In ko smo se rodili, smo mi še čist prazni na nek način. Nimamo nekih vzorcev, nekih fajlov. Čeprav marsikdo razlaga, da smo že genetsko pogojeni. Ja, pa je samo 1%. Ko poslušam Brusa Liptona, pa Joea Dispenzo in te novejše fizikalce, ali kako bi jih imenovala, ki so, ali pa biologe. Ti si biologinja in ti mogoče, ne vem, a ti je Bruce Lipton poznan? Ne, mi ni poznan. Zato mi je tudi vsa ta postavitev družine, o čemer zdaj govoriš, pa oddaljenost od genetike tuja, zaradi tega, ker čist biologija kot veda pač ne uči čist tako. Zato mi je še toliko bolj zanimivo tole zdajle poslušati, ker je drug koncept. Res je.
Namreč že leta 1925 so spoznali, da genetika ni takšna, kot pa jo učijo v naši šoli. Namreč, da obstaja kvantna fizika, da stvari ne nastajajo zunaj nas, ampak v nas, v naših mislih in potem se odzivajo na okolico. Recimo, naredili so poskus, naredili so matične celice, so jih dali v neko posodo in so potem to kri kot osnovo dali in so videli, kako se razvijajo te matične celice. To se je kar razvijalo in če je bilo drugačna sestava te krvi, so nastale mišice, če je bila še malo drugačna, so nastale kosti in potem je prišlo spoznanje, da se razvijajo stvari odvisno od okolice, v kakšni okolici nekdo raste. To pa drži. Ja. To pa zagotovo drži. Ja. No, in če zdaj pa pogledamo, mi kot otroci smo prazni prišli v ta dom k očetu in mami in se razvijamo v tem domu. In okolica, v kateri mi rastemo, nas na nek način oblikuje. Z prepričanji, z vrednotami, ki jih imajo naši starši. In vse to vpliva na nas. In če smo mi rasli v okolju, ki nas je dosti zatiralo, traumatiziralo, je to zapisano v našem telesu. Prosti, ko te prekinem, temu bi v bistvu čist z biološkim terminusom rekli fenotip. Tako je, tako. In ker pa smo mi doživljali veliko travm v tem obdobju, začenjamo delovati s temi zadnjimi plazilskimi možgani, ki imajo beg, boj ali pa zamrznitev. Drži. In ker pa mi rastemo, ampak še zmeraj delujemo iz teh plazilskih možganov, premalo uporabljamo ta naš neokorteks, naš prednji del. In mi sicer hodimo v šolo, ampak ker smo tako bili traumatizirani, enostavno ni povezave med prednjimi pa temi zadnjimi možgani. Premalo sinaps se je naredilo v tem obdobju, na tem področju tudi. In zato imamo ljudje, ki smo bili face traumatizirani, veliko težav tudi, ravno tudi z učenjem, z takimi stvarmi. Zato smo rabili veliko terapij, da smo pozdravili na nek način ta naš svet. In postavitev družine ravno to počne. Gre pogledati, odkot so te travme nastale. In mnogokrat so te travme nastale tudi transgeneracijsko. Že pri naših starših ali njihovih starših, vendar je to tudi naš zapis v našem telesu. A to bi rekla, da starši nam nekaj od svojih staršev zgodbe na nas prenašajo skozi dejanja, skozi vzgojo, ki jo imajo do nas? Seveda, pa tudi njihovo razmišljanje, tudi njihovo delovanje. Recimo, jaz ti lahko povem iz mojega primera. Mojemu očetu je njegov oče umrl pri 2 letih. In seveda, on je imel vedno manjko očeta, po drugi strani je bil pa zelo jezen na njega, ker je moj dedek, njegov oče, umrl zaradi posledic alkohola. Napil se ga je in je dobil podhladitev in je potem tudi zaradi tega umrl. In to tik preden so bili izseljeni v Nemčijo. To je bilo 14 dni preden so se izselili in potem veš, kakšne travme je to mogel on imeti v sebi, in jezo in vse skupaj in tudi seveda njegova mama in to je vplivalo name in name, kako je name vplivalo? Lahko tudi to ti razumem. Moj prvi mož je bil alkoholik in na ta način grejo te stvari naprej, da si vnuki ali pa otroci izberejo nekoga, ki zastopa lahko kot
sam vnuk zastopa tisto, kar je bilo izločeno, ali pa nekako nesprejeto, ali pa tudi partnerji. Dobimo take partnerje. Na tak način to deluje. In na kak način zdaj, Darja, ta metoda postavitev družine deluje? Na kak način mi se lahko pozdravimo teh koreninskih vzorcev, to, kar prinašamo s sabo? Na kak način? Tako da najprej sploh vidimo, kje je zaplet. Večina mi sploh ne vemo, odkot kaj to prihaja. Jaz to nisem vedela, da to prihaja od mojega dedka, pa da je moj ata na nek način še zmeraj jezen na svojega očeta, ker ga je zapustil. Ja, vse je razumljivo. Pa tudi mama je bila jezna na svojega moža, ker jo je zapustil. In to je ogromno jeze in moj ata je bil zelo, zelo jezen. Velikokrat. In jaz sem veliko te jeze tudi jaz sem jo imela veliko v sebi in sem rabila veliko dela na tem, da sem jo sprejela, zato da je lahko, lahko sem jo pol odpustila. No in recimo jaz, Darja, ugotovim, da imam neke težave. Po priporočilu prijateljica z brskanjem po spletu se odločim nekako, da bi prišla k tebi ali pa k enemu strokovnjaku na postavitev družine. Kako zdaj to izgleda? A to jaz pridem sama? Ali recimo, če jaz pridem zaradi tega, ker imam s partnerjem težave, pridem skupaj s partnerjem? Kako to izgleda? Lahko prideš sama, če pa je partner tudi za to, je včasih tudi v redu, da tudi partner pride. Ker potem je lažje je razrešiti vse skupaj. Drugače pa lahko mirne duše sama prideš. Ker če imaš ti težave, to pomeni, da je v tvojem sistemu nekaj, kar je za pozdraviti. Lahko so to tudi stvari od tvoje mame. Vemo, da ženske po ženski liniji gre naprej. Pri moških gre, je oče, sin, vnuk in na tak način stvari grejo iz enega na drugega. Namreč mi svoje starše gledamo kot male bogove in povzamemo vse po njih. Čeprav velikokrat v nekem obdobju rečemo, jaz pa ne bom taka kot moja mama. Ko se pa tam pri 40, 50 pa zalotimo, pa pikolo, točno taka sem kot moja mama. Ja, drži. Ja. Ampak zdaj jaz pridem k tebi in Darja, kako to izgleda postavitev družine? To je pogovor, tako se mi dve zdaj pogovarjava ali kako to izgleda? Ne, to ni pogovor, to se dela v tišini. Mi medve se sicer pogovoriva ena na ena, na 4 oči, zaradi tvoje, meni je pomembna zaupnost, pomembna mi je ta, da človek ostane varen. Ta občutek varnosti mi je zelo pomemben, ker tega sem tudi jaz rabila veliko v svojem življenju in zato tudi svojim klientom, strankam to dajem, ta občutek varnosti. Se pogovoriva na 4 oči, kaj tisto, kar bi želel razrešiti, na to se zmeniva, katere stvari bo postavljal ali pa bi ti postavljala, če bi prišla k meni. Da te prekinem, v kakem smislu misliš, katere stvari? Recimo, imaš težavo sama s sabo, pa z partnerjem. Okay. Potem si izbereš izmed teh udeležencev, ki pridejo. Aha, to je skupinska zadeva. To je skupinska zadeva. Ok, se moraš tega malo dotakniti, ja. Lahko pa tudi individualna. Lahko je tudi individualna. In recimo, jaz imam tule take figurice tudi, sem jih prinesla. Aha. In to tudi postavljamo recimo lahko kot individualno. Aha. Kako se pa pa tukaj dobiš potem odziv teh figuric nazaj? Na ta način, da ti jih se poveže z njimi in zaznavaš občutke v njih. Aha. Na tak način, v skupini pa so ti predstavniki namesto teh figuric ljudje, ker je na nek način zelo, zelo neutralno, ni tvojega vpliva na nek način, ni toliko tvojega vpliva, samo ja, ljudje se začnejo premikati v takem zaporedju, ki je tebi zelo, zelo znano.
Zelo pogosto se pokažejo kakšne besede, ki jih tiste osebe izgovarjajo. Ali imela sem, lahko povem primer, pred kratkim je ena oseba stoji not in pravi, sladoled bi, odkot? Ja? In se pa začne ona smejati, rekla je, moj mož ima strašno rad sladoled. Ja, in ta predstavnik je želel imeti sladoled. To pride v zavedni del, neke slike preteklosti. To so lahko slike tudi 100-200 let nazaj, če vpliva to na naše življenje zdaj. Se pravi, postavitev družine v bistvu lahko delamo večkrat za vsako težavo ali pa problem, ki ga imamo in ga želimo razrešiti, pa ne vemo kako, ker ne poznamo vzrokov, potem se lahko dela postavitev družine. Tako je. Ponavadi se razrešuje tisto, kar je najbolj problematično zdaj v tem trenutku. In ko se to razreši, ponavadi se to gre še nazaj. Tako kot čebulni olupk. Vendar rabi med eno pa med drugo postavitvijo biti tako vsaj 40 dni. Zato, da se lahko vse to skupaj odvije, energetsko tudi odvije. In v tem času se tudi pri nas kakšne stvari dogajajo, kakšni občutki porajajo, kakšni dogodki tudi, kakšne sprave. Zgodb je nebroj. Zanimivo. Pa se ljudje danes veliko poslužujejo postavitev družine. Je to že neka pogosto uporabljena metoda v današnjem svetu? Niti ne. Ljudje se tega bojijo. Se bojijo ali misliš, da jim je samo še toliko nepoznano? In eno in drugo. Pri nas, vsaj večina, mi imamo občutke sramu, strahu in ta sram je še zmeraj zelo zakoreninjen. Sram, kaj bojo pa drugi rekli. Zdaj bom pa jaz na nek način izločen. Saj to je tisto najhujše, kar se vedno pojavi, ta občutek, da bom izločen. Saj zato tudi, kot otroci, kot mali otroci smo nebogljeni otroci. Ko se rodimo v to družino, bomo mi vse naredili, da bomo tej družini pripadali. Vse. In se začenjamo tako obnašati, da je našim staršem v redu. In ko začnemo to v svoji družini početi, potem to počnemo tudi v družbi, v šoli. In ta strah pred izločenostjo, da ne bomo smeli več pripadati, najhujši strah, ki se pojavlja, ko ga tako zdaj prepoznavam. Zato recimo tudi, če imamo službo tako, pa imamo dosti odpuščanj. Kaj je najhujše? Ravno to, da bomo odpuščeni, izločeni. In to je ena taka velika bolečina. Ja. A veš, jaz recimo sem zaposlena trenutno še pri delodajalcu, ki trenutno fejst odpušča, ne. In ja, to zna biti velik problem. Veš, da sem se točno to jaz sama sebe vprašala. Jaz sem namreč pred kratkim dala v službi odpoved in sem se enkrat zvečer zbudila in sem se sama sebe vprašala, Helena, ali si prepričana, da ne daješ odpovedi, ker te je strah, da bi bila odpuščena? Super, dobro vprašanje. Res sem se to vprašala in sem tudi šla k svojemu nadrejenemu potem res na tak odkrit pogovor in sem bila, kako mi je odleglo, ko recimo sem začela pogovor o tem, ne o tem, a bi me odpustil, jaz sem začela drugače, če me prosim lahko odpusti, a ne, pa je rekel, ne morem, zato ker si predobro ocenjena. Veš, kakšno olajšanje je to. In to je sigurno zaradi našega otroštva, ki so nas učili, kaj bodo pa drugi rekli, in te je nekako sram, ne želiš tega, ker enostavno ni fajn.
Ne, to je tisto najhujše, da bomo izločeni iz tega in potem ne pripadamo družini. A veš, kaj to? To je, kot da smo odtrgani od hrane, od vsega. V stvari je to odtegnitev od življenja. Naša mama, skozi našo mamo smo mi prišli do življenja. In odnos z mamo, z očetom, je odnos z življenjem. Predvsem odnos z mamo. In če nimamo tu odnosov nekako porihtanih, imamo zelo, zelo velike težave v odnosu z življenjem. Potem pogosto so odvisnosti tukaj. Ja. Odvisnosti so povezane z življenjem in zato je ogromno težav. Ja. V redu. Darja, pa da mogoče se probamo malo pa vse navezati na Tanjino knjigo Spremembe vredna. Naš knjižni klub je namenjen tudi, da se malo sprehodimo skozi teme, ki jih je Tanja v naši knjigi o njih se razpisala in se nam nekako razgalila, ker veliko osebnega deli v svoji knjigi. Imamo en stavek. Vem, slediti moram srcu. Drži, vendar ne pozabi na razum. Kako bi zdaj v nek tak kontekst srca in razuma lahko postavile to metodo postavitve družine? A to gre? Seveda gre. Ja, ker mi rabimo razumsko pogledati, kaj se nam dogaja. To je nujno. Jaz mislim, da je to nujno v kombinaciji. Ker če gledamo samo s srcem, z to ljubeznijo, ta ljubezen je velikokrat slepa. Predvsem takrat, ko smo zaljubljeni. Takrat smo čist slepi. Slepi zato, ker gledamo samo v tisto svojo notranjo sliko, ki si jo želimo videti pri partnerju. To se nam dogaja. Zato rabimo se malo prizemljiti, tako kot si ti rekla, sem čisto zemeljska. Ja, res. Veš, Darja, jaz sem, ko sem se zaljubila v svojega moža, jaz sem se čist zemeljsko, čist z razumom zaljubila v njega. In ne vem, zdaj me včasih bega, je to bilo prav ali je bilo narobe, ampak jaz sem imela simpatije, preden da sem se zaljubila mojega moža, takrat pač fanta, sem imela druge simpatije, so mi bili všeč, ampak bolj, ko sem jih opazovala, bili so tam v parku, skozi so žurali, noben ni hodil v šolo, jaz sem zelo hitro naredila zaključek, Helena, nehi, kaj bo z njimi celo življenje počela? Z njimi si nimaš kaj pomagati. In so me enostavno taki fantje, že zelo hiter, že v osnovni šoli in takoj v srednji šoli, mene taki fantje niso več zanimali. Meni je bil na prvem mestu res razum. Jaz sem se noro zaljubila na prvi pogled v svojega moža, še danes ga imam neskončno rada, ampak jaz sem se zaljubila v njega, ker je bil tak pameten. Na enem tekmovanju, ko sem ga gledala kot Boga, tako da pri meni je pa najprej bil razum, potem je pa srce zraven prišlo. Je tukaj fejst narobe? Nič ni narobe. Jaz pravim, da na tem svetu čist nič ni narobe, če znamo pogledati stvari iz več zornih kotov. Vse je prav, točno tako, kot mora biti. Vse. Samo, če znamo to pogledati. Jaz danes tudi te svoje travme, pa vse to pogledam, iz zornega kota. Kaj vse sem jaz lahko postala danes? Če ne bi šla čez vse to, ne bi mogla tega vzeti. Ne v svoje srce, ne svojih staršev tudi na tak način. Ampak, če danes svoje starše pogledam, čez kakšne vse težave so oni šli, čez kakšne bariere, mislim, da je meni v stvari tudi čez vse to, kar sem šla, na nek način lepo. Oni so le bili. Recimo, jaz se zdaj poglabljam v sebe. Ugotavljam, da sem zelo zemeljska, racionalna, racio imam strašno močen, pri meni je res razum, fejst prevladuje. Rada bi pa bila tudi fejst srčna in se tega moram zdaj učiti. A se recimo
to, odkot imam jaz tak močen racio, kdo mi je to dal, to tudi skozi postavitev družine da ugotoviti. Seveda se da ugotoviti. Lahko pa se ozreš nazaj v svojo matično družino, pogledaš mamo, očeta in če tega tam pri njima ne vidiš, lahko pogledaš še nazaj svoje stare starše. Kdo od njih je bil takšen? Sej veš, jaz vem, da je moja mama bila taka, ne? Ampak jaz kot mala punčka sem si rekla, da ne bom taka kot mama. Pa sem delala fejst na tem, da ne bi bila taka kot mama, ne? Ampak tako si rekla, pri 40 pa vsi ugotovimo, da ne glede na to, kaj delamo, smo taki kot naši starši in sem taka kot moja mama. Ampak se trudimo, ne? Vendar, kaj lahko narediš? Ja, zdaj pa Svojo že mamo- najboljše. Svojo mamo lahko vzameš v svoje srce. Z vso njenimi plusi in minusi. Vso njeno racionalnostjo. Ker na nek način ta racionalnost je najbrž pomagala v življenju. Ja, rekla si, da si točno vedela, kdaj pa kako živeti, kako ne žurati pa. Kaj so ti vrednote, kaj ti je pomembno. Ja. In to je to. In to je tisto, druga plat. Lahko vidimo eno plat, imamo pa še drugo tudi. Dajmo še to pogledati, kaj nam je prinesla. In to je to. In Ja. potem ti je lažje. Ja. Zdaj moram sam še najti način, kako naj moje mami povem, pa sporočim, kako fejst jo imam rada, da bo ona to znala sprejeti. Lahko je to samo v mislih pošiljaš. Tudi to gre. Položiš si svojo roko na svoje srce, zapreš oči in ji pošiljaš to ljubezen, ki jo čutiš do nje. Odlično. Ta povezava z ljubeznijo do sebe, ker namreč mi smo pol mame, pa pol očeta. Ja. In če nimamo sebe radi, svojih, tistih pol mame pa očeta, potem tudi svojih otrok ne moramo imeti v polnosti radi. Zato je tako pomembno imeti rad sebe. In rad imeti svoje starše. To je ta veriga, v kateri smo. Namreč mi smo čisto prepleteni. Če pogledamo nazaj, koliko generacij. In ko se tako družimo, vsi imamo vsak delček, je tudi naš delček. Ti imaš veliko stvari, ki jih imam tudi jaz. Pa marsikdo. In to je vse prepleteno. Zato je tako pomembno delati na tem miselnem vzorcu tudi, na tem razumu. Lahko z razumom marsikaj naredimo. Vendar rabimo pa tudi na tem energetskem nivoju pogledati, pozdraviti to, zato da lahko gremo svobodneje naprej. To se mi zdi najbolj pomembno. No in Darja, kako zdaj izgleda, ko prideš na postavitev družine? Jaz si še vedno ne znam čisto predstavljati. Jaz imam celo ene 2 slikici. Evo, tako sem jih pripravila. Ko prideš na postavitev, sicer vsi ponavadi sedijo tako v krogu. Jaz sem tukaj, ostali sedijo okrog. Okay. In tu že stojijo tisti, ki se premikajo v teh postavitvah. Se pravi, če pridem jaz k tebi, sem jaz tista, ki jih nekam postavim v prostor. Tako je. Jaz si izberem, koga ta oseba predstavlja. Tako je. Se pravi, izberem ga nekoga, ki mi je malo simpatičen, pa se mi zdi pametno, rečem, ti boš predstavljal moža. Izbereš po občutku. Ja? Se pravi, po občutku, ki ga imaš. Tako je. Ki se ti zdi, saj ti jih ne poznaš, verjetno. Ne. Ali pa tudi, če poznaš, izbereš po občutku. Ti daš navodila, zdaj izbiraš moža. Jaz dam navodila, jaz delam skrite postavitve, jaz ne delam odprtih. Kaj pa to pomeni skrita postavitev? Da nihče ne ve, kaj predstavlja. Nihče, tudi jaz ne?
Ti pa ja, ti veš, ostali pa ne vejo. Aha. To je ravno zaradi tega, da ostaneš na nek način varna, imaš ta občutek varnosti. Ja. Aha. Da je tvoja integriteta nedotaknjena. Če po končani postavitvi, ko postavitev končana, če želiš, lahko podeliš, drugače pa tudi ne. Ostane tudi tako, je in nihče ne ve. Ti veš, kaj se je razrešilo, kakšen je bil proces, ostali pa ne. Obstaja pa tudi kakšna odkrita ali razkrita postavitev? Tako to delajo drugi, jaz tega ne delam. Jaz delam samo te zaprte, skrite postavitve se imenujejo, zato ker nihče ne ve. To pa zato tudi je fajn, ker potem je vsak osvobojen tega, da bi mogel kaj predstavljati. Namreč mi imamo, takoj ko dobimo recimo etiketo ata, takoj imamo, kako pa se mora ata obnašati. Ne, tukaj... Ja, to je pa tisto našo etiketiranje, ki ga imamo, ne? Tako je. In že takoj z mislimi mi lahko vplivamo na to. Zaradi tega delam jaz skrite postavitve. Tistim pa ni nič jasno, kaj se dogaja. Komu? Tistim, ki so izbrani. Nič jim ne jasno, ampak sledijo samo občutkom. Občutki so tisti, ki vodijo. Včasih je kdo zelo jezen, včasih bi kdo tudi kakšno besedo izrečejo, ampak večina se dela vse v tišini. Jaz sicer sprašujem, kako se počutiš, kaj se ti dogaja. Velikokrat se pokaže ven težava, ja. Abortirani otroci, splavljeni otroci. Tukaj se pokaže velikokrat, da želijo ali pa želimo mame oditi za temi otroci. Ker na nek način jih seveda, nas je sram tega. Vse, kar je skrito, ponavadi hoče nekje se ven pokazati. Vse, kar je bilo skrito v naših družinah. Kaki umori, kake splavi, ja, tega je tudi bilo. Tudi kaki bivši partnerji. Smo imeli kako bivšo vezo, pa nismo dobro to zaključili, je ta veza še zmeraj. Nikoli ni bivša. Kaj to pomeni? Ne razumem mogoče čisto točno, kaj, da še vedno si v mislih pri bivšem partnerju ali še vedno, ko si v stiski, dvigneš telefon pa ga pokličeš? Ne. Na kak način? Sploh nisi v stiku, Aha. ampak energetsko si še vedno vezan. Kako se pa to pokaže? Da če sem jaz jezna na tega partnerja bila, ali pa ta partner jezen še zmeraj name, lahko to predstavljajo naši otroci. Da naši otroci se tako začnejo obnašati, kot pa tisti naš bivši partner. To se pogosto pokaže. So ti otroci jezni na očeta, sovražni tudi. Ker je še bivša pač mama še vedno jezna na očeta. Tako je. Mi imamo veliko stvari še tudi očetove punčke, to vemo, ali pa mamini sinovi, tega veliko vidimo. Namreč, ko smo v partnerskem odnosu, ker smo velikokrat vezani na to matično družino, ali pa na bivšega partnerja, nismo svobodni. In ko nismo svobodni, se to zazna v partnerskem odnosu. Ne steče, ta ljubezen ne gre skupaj. In se ta partnerski odnos ponavadi tako razhaja. Ampak tako, mame ponavadi se oprimejo svojih otrok, partnerji grejo pa po svoje, ali pa so samo prisotni fizično, ne pa psihično. Ampak Darja, recimo, če en tak v bistvu nezdrav partnerski odnos, ali pa da partnerja se razideta in potem se ta zamera kaže skozi otroke, jeza recimo.
Ali je Ja. dovolj, da eden od partnerjev to skozi to metodo postavitve družine rešuje? Je dovolj? Dovolj. Samo tisti, ki Tisti, ki čuti breme. Tako. Saj, pač tisti, ko ve, ko si želi nekaj razrešiti, ko želi se osvoboditi. Mnogo žensk ni svobodnih, ne, so šle recimo narazen s partnerji, ampak niso to razrešile, ne, so še zmeraj jezne na partnerje. Kadar smo jezni na bivšega partnerja, moža, takrat smo še zmeraj zelo vezani. Zato nismo svobodni za drug odnos. Poznam en pregovor, pa mogoče boš rekla, da ne drži z čisto tvojega znanja, ki ga imaš na to temo, da moraš najprej zelo fejst ljubiti, zelo močno ljubiti, da lahko fejst sovražiš. Bi rekla, da to drži. Sovražiš v smislu, da si jezen na partnerja, ker je vezo končal, recimo, v tem smislu mislim. Ja, samo jaz vedno pravim, da v partnerskem odnosu smo zmeraj dva. Ne? In če si znamo v partnerskem odnosu dati v dobrem, tako malo do polovice, bi jaz tam rekla, ne? Pa drug spet malo do polovice, pa malo več, v dobrem, da si daje. Ne? Si dajemo pozornost, si dajemo ali kakšna darila, enkrat ti meni, enkrat jaz tebi, potem partnerski odnos raste. Če pa se mnogokrat pa slišim tudi, ne, ženske pravijo, ali pa moški, vse sem ji dal, ali pa vse sem mu dala, pa je šel. To pa zato, ker ko smo mi preveč dali, ta partner nima možnosti dati nazaj. Enostavno nima prostora. Ne? In zato je ta kao preveč. Nikoli ne ljubimo preveč. Ampak zahtevamo. V stvari je to, ko dajemo toliko veliko, je to zahteva. Ja. Ali pa klic po ljubezni. Ja. Vendar nam drugi partner tega ne more toliko dati. Ali pa tudi ni sposoben. Ker tudi ni tega imel, ne, v svoji matični družini. V redu, Darjan, ostalo nam je še samo par minut časa. Zelo hiter so tele minute minile. Bom prebrala še samo en kratek odlomek iz Tanjine knjige Spremembe vredna. Zaključuje eno poglavje o srčnosti. Zatorej, draga moja, nauči se slediti vzgibom srca. Tako je močno in nezmotljivo, da je že prav čudežno, vendar pri tem ne pozabi vključiti tudi razum. Tako, Darja, sklepno besedo dam pa tebi. Hvala. Jaz bom pa prebrala eno pesem, zgodbo o mami, samo da najdem očala, da sem jih odložila. In gre takole. Draga mama, svoje življenje sprejemam od tebe. Prinesla si mi ga z vsem, kar obsega. Z zavestjo o ceni, ki si jo plačala, in ceni, ki si jo plačujem jaz. V tvojo čast bom nekaj dobrega storila z njim. Da ne bo zaman, držim ga odločno in spoštljivo in dala sem ga naprej, kot si storila ti. Vzamem te za svojo mamo in ti me smeš vzeti kot svojega otroka. Ti si zame prava mama in jaz sem zate pravi otrok. Ti si velika in jaz sem majhna. Ti daješ in jaz prejemam. Draga mama, vesela sem, da si vzela očeta, vidva sta prava zame. Samo vidva. Zelo lepo. Darja, hvala. Drage članice, če imate kakršnakoli vprašanja, napišite komentarje. Sem prepričana, da vam bo Darja, naša strokovnjakinja, z veseljem odgovorila na njih. Za danes smo zaključili. Lepo se imejte in se vidimo prihodnjič. Srečno. Čao. Čao.
Hvala.